En prav lep pozdrav, zdaj pa serija videov, ki so v povezavi z računalništvom, z optimizacijo spletnih strani, z oblikovanjem, uporabo programov. V glavnem, te videi bodo za tiste, ki želite to znanje, in pa seveda absolutno za naše prostovoljce in za naše študente na praksi, zato da vsakmu posebej ne razlagam. Danes SEO optimizacija članka v WordPressu, pa bom jaz kar šerala screen in bomo šli to od začetka. Od začetka bomo šli to pogledat. Okej, zdaj tudi če ne znate dobro pisati člankov, si lahko pomagate s ChatGPT, ampak bi pa opozorila eno stvar, eno zelo, zelo pomembno zadevo. Če ne obvladate dobro slovenskega ali kateregakoli drugega jezika, vam ChatGPT ne bo pomagal. Vi morate odlično obvladati, se pravi, slovnico in potem stilsko pisanje, žanr, te stvari, a ne. Tako da ne more kar vsakdo, kar nekdo pisati člankov, a ne. Lahko sicer, ampak škoda je za kakovost jezika, za kakovost člankov. Sicer Google ne, ali pa drugi iskalniki tega ne zaznajo najbolj, v bistvu, a je čisto kakovosten jezik ali ne. Nekaj imajo, v bistvu nekaj imajo v sebi, da prečekirajo, ampak prečekirajo v bistvu, koliko so dolgi stavki, na primer, a ne, pač koliko se ponavljajo stvari, kakšna je vsebina, in pa potem, koliko uporabniki uporabljajo potem tudi ta članek, a ne. Zdaj, zakaj SEO optimizacija? Search engine optimization, to je optimizacija za iskalnike, ne za brskalnike. Iskalnike, kot so pajki, kot je Google, na primer, a ne, pač ki indeksirajo spletne strani, jih uvrščajo pač od prve do naprej, a ne, do nešteto. In zdaj vsi bi radi bili na prvih 10 mestih, zato ker potem imaš obisk. Potem je obisk in je tudi lahko nakup ali pa karkoli, v bistvu karkoli je cilj. Zdaj, jaz sem grafična oblikovalka, inženir multimedije in pa digitalni marketing specialist. In pač te stvari delam že 30 let in vem nekako iz izkušenj, kaj je v redu, kaj pa ne gre, a ne. Pač naučiš se počasi. Pišem že več kot 30 let, ostalo pa postopoma, ne. Pač računalniki so bili še predpotopni, ko sem bila jaz 20 let stara, sem se z njimi srečala, pa potem naprej. Zdaj tako, kako jaz v ChatGPT, zdaj ChatGPT morate tudi zelo dobro obvladati. Jaz ga ne uporabljam zato, da bi mi on spisal članek, ne, ampak za ideje, zato da on pač malo majhen, da mi pomaga, da sem bistveno hitrejša, kakor sem bila do zdaj, da ne delam milijon raziskav, pa potem iz tega ven, ker za tak članek potem rabiš res dosti časa. ChatGPT skrajša delo, skrajša ta čas, a ne. Zdaj jaz ponavadi tukaj sem mu napisala, da naj napiše SEO članek, ki bo 800 besed dolg, naslov za ključno besedo SEO optimizacija. Zdaj, pri ključnih besedah je tudi treba vedeti, pač raziskavo je treba narediti, katere se iščejo katere uporabniki katere besede iščejo, zato imamo različna orodja, zelo različna orodja, ki to naredijo. In recimo pač primer, če hočete brezplačno zastonj, na primer, kaj pa vem, kaj je mačka, primer, zdaj jaz bom tole Google. Evo, tole je recimo Google. Jaz imam tegale, a ne, ta je Keyword Everywhere, ta je brezplačen, recimo, ne, in na hitro lahko vidim tudi pač katere besede ključne in
kratke in dolge, a ne, z dolgimi repi ljudje največ iščejo in na podlagi tega se da, tudi odločati, a ne. Za zelo, zelo resno profesionalno delo to ni zadosti, treba še kaj drugega imeti. Okej, v glavnem, jaz mu to napišem in potem je on mi je predlagal naslov in pa potem tudi, zdaj sem hotela 800 besed dolg članek, kar pomeni, da vsaj na ene 4 poglavja mora biti razdeljen, morajo biti dosti kratki stavki in pa udarni naslovi in pa seveda pač tale, ključna beseda mora biti nekako razporejena po vsem članku. Tega on ne zna narediti najboljše, včasih je preveč, včasih je premalo, včasih jih nabije čisto na začetku, včasih čisto na koncu, kakor je, a ne, pač kakor se mu zdi. On ne sledi tem smernicam, ke jih ima Google pa ostali, in to moraš sam dejansko slediti tem smernicam, kaj pa kako. Zdaj, moje osebno priporočilo je, da, se članek napiše tako, da je tekoče, pa tako kot da je res, neka vrednost za bralca. To je najboljše, ne v bistvu se pač samo nabiti noter ključne besede, ker to Google ugotovi lahko in pa tudi, kaznuje članek, da ga porine navzdol in ne pridete več, na višje pozicije ali ga celo izključi iz indeksiranja, potem se lahko kar poslovite od tega za vedno, a ne. No, tako da on potem to bla, bla, bla piše, jaz mu potem rečem, da mi razširi pač to na toliko pa toliko besed in on to razširi in tako naprej. Potem grem jaz imam, LibreOffice Writer. LibreOffice Writer je za mene boljši od Microsofta, super je, odlično se ga da uporabljati in pa je, odprtokoden in brezplačen za tiste, ki nočete plačevati Microsoftu ali pa drugim, je tukaj res odlična različica za vas, a ne. No, in potem jaz si kar obarvam, tako da vem, kje so ključne besede, jih lepo razporedim. Nekako sem se naučila, koliko približno čez članek jih razporedim, pa, kje približno jih dam, a ne. Saj potem tudi v bistvu, ti sam program lahko, če imate kakšen program, oziroma plugin, implementiran v WordPressu, potem vam tudi, zna to opozoriti, ne. Pa seveda veliko člankov prebrati pa trende spremljati. Okej, potem ta članek jaz, popravim, napišem ga še enkrat po svoje, uporabim pač tisto, kar je uporabno, kar ni uporabno, zmečem ven, po navadi je to 3/4 stvari. In, veliko se tudi ponavlja, kljub temu, da mu napišem, jaz mu napišem, da naj ne ponavlja bla, bla, ampak ne upošteva tega in, tako da ga dejansko jaz članek spišem še enkrat, da je res dober. In pa, opozarjam, ChatGPT slovenskega jezika ne obvlada sploh, a ne. Tako da morate res znati, no. Sklanjatve, to mu nikakor ne gre, dvojina, potem srbske besede noter vključuje in vse živo je v bistvu, pa pogovorne besede in tudi, slovnica mu ne gre najboljše, ne. Dobro, potem naredite sami članek in, zadevo se kopira in gremo v WordPress. Tole je naša nova spletna stran, sem zelo ponosna na njo, ampak jo še, updatamo oziroma pač vsebine zdaj pripravljamo, da bojo res optimizirane, vse na novo. Tako da dajmo mi zdaj en članek narediti. To smo zdaj v WordPressu. WordPress je tudi podkoden, brezplačen, je dosti v redu zadeva, meni je všeč, ampak ga je treba vzdrževati, ker lahko zelo hitro hekerji noter pridejo, marsikaj, a ne. No, kot vidite, evo, naša študentka je začela tole optimizirati. Jaz sem, inštalirala plugin Yoast SEO sem, inštalirala zaradi tega, da lahko, čim lažje in čim hitreje optimiziramo, drugače je treba to vse v kodi narediti, a ne. Moraš pa kodo obvladati, pa ne obvladajo vsi tega, tako da je dobro, a ne, pač, da imaš kakšen, plugin, ampak treba se pa
Treba se pa izogibati čim več plugin. Mislim, da ni preveč teh pluginov, ker drugače se potem spletna stran upočasni. Okej, mi bomo dodali nov članek. Jaz bom kar zdaj tako. Če tukajle ni te variante, da ne copy-pastati direktno iz Worda noter. Zakaj ne? Zaradi tega, oziroma iz tega programa za pisanje besedil, razen če ste to delali v Notepad, v beležnici, ne. Beležnica nobene kode nima, ne jemlje s sabo, medtem ko vsi drugi programi pa ja, imajo neki HTML v ozadju, neko oblikovanje, ki ga copy-paste, če kopiraš in prilepiš, prineseš s sabo v WordPress, a ne. In to absolutno ni dobro. Zdaj, največkrat je tukajle spodaj neki gumbek, mi ga nimamo inštaliranega, je tukaj gumbek, zato da lahko kopirate brez oblikovanja. Če tega ni, je druga varianta, samo besedilo in se kopira sem noter, je to druga varianta, a ne, in potem nobene kode tukaj ne bo iz Worda, greste lahko nazaj na grafičen pogled. Ali pa tretja varianta, desni klik, če ste na Windowsih, zdaj, če imate druge operacijske sisteme, je to na drug način. Se pravi, prilepi kot navadno besedilo, a ne, tudi tukaj je bližnjica. Lahko kopirate, a ne. Zdaj bomo šli z gumbkom Escape ven, ne klikati, če takole odprete neki meni, ne prav klikati zadeve, zaradi tega, ker lahko kliknete nekaj, kar ni v redu, ampak uporabljajte gumbek Escape, zato da se znebite menijev. To je kar precej pogosta napaka, ne. Zdaj to besedilo je samo besedilo, a ne, ni optimizirano, in tudi če gremo spodaj jo SEO pogledat, bomo videli, da tole ni optimizirano, a ne. Še čaka na optimizacijo ta članek. Samo besedilo je že optimizirano, ampak samo besedilo, ne pa tudi koda noter znotraj tega WordPressa. Pa se bomo to zdaj naučili. Zdaj tole, pazite, tukaj v bistvu trajna povezava je fajn, da je, ker je SEO optimizacija ključna beseda, jo bom jaz kopirala kot naslov sem noter, tako da bo tudi trajna povezava tole, a ne, pač sicer lahko tudi kasneje, zadevo lahko komot kasneje, čakajte, bom jaz tole malo zožala, da se ne bo videlo, lahko zadevo seveda tudi kasneje spremenite, tukajle uredi, kliknete uredi in spremenite, ampak zakaj bi dvakrat delali? Zdaj, jaz lahko na koledarju si izberemo, kdaj bomo to objavili, najbolje je takoj objaviti, a ne, pač to je za najboljše, lahko pa tudi vnaprej, če greste na dopust, pa pač kliknete, pa kdaj naj se na kateri datum in uro naj se članek sam objavi, pa se tudi bo, čeprav je boljše, da ga sproti objavljate, a ne, pač ker to zazna Google, a ne. Tako, zdaj on je sam dodal SEO optimizacija in je fino, da je pač to, na kar bomo optimizirali, da je v naslovu in potem, se pravi, URL povezava. Zdaj tale naslov bom jaz kopirala sem gor, ker to je header 1, naslov 1, in bomo razdelili, tole je zdaj uvod, in zdaj bomo razdelili na podnaslove. WordPressu, takole, po korakih. Zdaj vam bom še ene par trikov pokazala, kako, zdaj, jaz sem čim daljši, fajn je imeti čim daljši tekst, besedilo. Zakaj? Najboljše iti tudi pogledat, seveda, a vidite, zdaj berljivost je že v redu, a ne, berljivost je že v redu, kar pomeni, da je dosti razbito besedilo, dovolj kratki stavki so, jasni,
jasni stavki, tukaj bom dala še en minusek vmes, da ne bo pač neke napakce, takole. Jaz imam tudi na računalniku tako narejeno, da mi pregleduje v slovenskem jeziku slovnico in mi tudi pač kaj opozori na kakšne take zadeve in podčrta in potem jaz to popravljam. Okej, uvod je uvod. Zdaj, se pravi, berljivost je v redu, ampak SEO pa ni še v redu, a ne. Dobro, zdaj tukaj imam jaz, se pravi, napisano, oglejmo si zadevo po korakih, ker so tole koraki, bom tele korake, bom to dala kot seznam. Zato je tudi dobro za optimizacijo oziroma za berljivost, ker Google gleda tudi na to, kako je oblikovan članek. Mora biti lepo oblikovan z naslovi, podnaslovi, tako kot v šoli recimo, je zelo jasno, tako kot so znanstveni članki recimo, ne. Takole. In gremo pogledat še naprej, če lahko še kaj naredim. Zdaj, z oblikovanjem recimo, da smo zaenkrat zadovoljni, pa zdaj treba pa še SEO optimizacijo dokončati, a ne. Zdaj, se pravi, med besedilom, fino je, da je v naslovu in v podnaslovu, vsaj enem ali pa dveh, ta SEO optimizacija beseda, ker to je pač, to je naša ključna beseda, a ne. Zaradi tega, ker Google bere tako, da gre od zgoraj navzdol. Najprej naslov, potem bere uvod in potem bere podnaslove in če najde to ključno besedo, po kateri človek išče, recimo, da napiše SEO optimizacija, če najde v besedilu lepo razporejeno, gre čisto do konca. Bere čisto, drugače pa kar preskoči pa gre na naslednji, išče na naslednjih spletnih straneh, če je kakšen boljši članek, a ne. Zaradi tega se razporedijo ključne besede po celotnem članku. Dobro, zdaj naslednja zadeva, ki je fina, je dobro, da je recimo SEO optimizacija, tole, da damo neko referenco. SEO ključni element, SEO, bom kar tole dala, kot link nekam drugam, a ne. Dajmo pogledati SEO optimizacija, da vidimo, če obstaja kakšen, spletnik. No, tole je krasen članek, to so res kakovostni članki, vrhunski. Pa dajmo linkati na tale članek. Zdaj link takole, jaz bom še tole naredila, da mi odpre v novem zavihku. Takole, zdaj tole je link na zunanji članek, a ne. Tukaj, zdaj tole je že Googlu luštno in fino, a ne. Zdaj je pa fino, da nekaj tudi jaz kar tukaj nekje v uvodu, zdaj to bom na hitro naredila, potem bom že popravila, toliko, da vam povem. WordPress kot platformo, zdaj bom naredila še en link. Takole. Še en link. Tako pa bom dala na eno od naših, podstrani. Samo malo. Še enkrat. Zdaj me meče sem noter. Prilagodi. Ki si ogledam tole našo spletno stran, po malo kar iz članka ven. Kar takole. A ne, najprej bom dala posodobi, zato da ne izgubim.
tega, kar sem do zdaj naredila. Evo, zdaj je to na strežniku zapisano, zdaj grem lahko ven. Evo, okej. Storitve, oblikovanje. No, pa pojdimo na oblikovanje. Takole. Zdaj tole še nismo čisto optimizirali, recimo tole, da je številka 2 na koncu, Mediolan oblikovanje 2, to ni dobro, ne, to bom jaz popravila, ko bom šla optimizirat zadevo. Prispevki. Tale je tisti, ki ga urejamo ta trenutek. Tako, pa bom recimo SEO optimizacija, pa bom tole dala na naš, fino je polinkati našo spletno stran, se pravi znotraj, ne, in teh linkov jaz dam 2, 3 v bistvu skozi ves članek. In pač zaradi tega, da se neka mreža ustvari tudi znotraj te našega spletišča. Pa tudi Word oziroma Google to jemlje kot nekaj pozitivnega in v redu, ne. SEO optimizacija, dobro, zdaj v bistvu gremo dol in pogledamo fokus. Je SEO optimizacija, bom kar tole skopirala. SEO optimizacija, takole, to je fokusna ključna beseda in zdaj nam bo še povedal ta SEO plugin, kaj smo naredili že dobro, kaj pa ne, a ne, glede na fokusno. Zdaj tukaj SEO title, a ne, pač naslov, on da kar nekaj, sam, a ne. To je naslov, v bistvu, ko vi surfate po internetu, je to prva stvar, ki jo vidite, pač ko, se pravi, tole SEO optimizacija, Google. Se pravi, prva stvar, ki jo vidite, to je tole, a ne, pač, kakšen je ta naslov in potem vidite neki zelo meta kratek opis, to je meta opis in naprej, pol je pa odvisno v bistvu, kaj nekateri dajo tole prikazno sliko zraven, mi bomo to tudi dali, ke lahko človeka potegne, in tako naprej, a ne, pač nekateri dajo še neke druge stvari zraven, odvisno, kako zoptimizirajo, kaj se jim zdi, dejansko dobro, a ne. Fino je, zdaj, kot vidite, tudi slike smo dobili, slike. Nekateri ljudje iščejo tudi samo po slikah, slike. In tako, da bomo tudi slike zoptimizirali, a ne, na to ključno besedo, da bo naš članek res čim višje pristal. Okej, zdaj jaz začnem s ključno besedo. SEO optimizacija je ključna beseda. Vidite, zdaj je že zelo zadovoljen. Je ključna za vaš spletni uspeh. No, pa bo to ključna za vaš spletni uspeh, no, pa bo to naš naslov, a ne. SEO optimizacija, to je naš link, to je v redu, in pa meta opis, tisti kratki opis. Jaz vedno spet začnem s tem, zaradi tega, da Google čim prej pride do te ključne besede. SEO optimizacija je pomembna za promet, organski bom napisala. Morate tudi vedeti, o čem pišete. Organski promet na vaši spletni strani. Ni še dovolj dolgo, še malo, pa bom še enkrat, SEO optimizacija vam omogoča več prodaje. Dobro bo. Spletni strani prodaje, ne. Takole, prodaje, se pravi, SEO optimizacija je pomembna za organski promet na vaši spletni strani. SEO optimizacija vam omogoča več prodaje. No, in ker je tole zeleno, pomeni, da sem ravno prav, ni preveč, ni premalo tega meta opisa. To je
to je to, kar se tiče, zdaj pa gremo na tole desno stran. Zdaj oznake, to je spet ta ključna beseda, jo jaz dodam, lahko jih dodate drugače tudi več, če želite. Jaz se bolj osredotočam bolj na eno, zato da pa pol, če hočem še kakšno drugo, napišem še en članek, pa jih pol med seboj polinkam. In je to dejansko še bolj v redu. Zdaj za optimizacijo fajn za tole je, koliko je tole besed? Čez 1000 besed. Tole je fino, da damo zdaj vmes 2 fotografiji. Tukajle bolj v uvodu bomo dali eno, bom jaz dala kar tukajle takoj za uvodom, bomo dali noter eno slikco. Bomo kar naložili z računalnika, zdaj slikce, to bom posebej naredila video, kako z grafičnimi programi optimizirati slikce, da so manjše, a ne. Zdaj bom SEO, pisala SEO. Recimo, da je tale luštkana, ampak bom najprej, malo je temna, dajmo tole, desni klik, lastnosti, bom pogledala v bistvu 61 kilobajtov, to je dosti majhna, všeč mi je. Dobro, jo bomo kar dali noter. Zdaj pa pozor, a ne, prva slikca jo jaz vedno ključno besedo uporabim, tudi za napis bom uporabila, ampak morate paziti, da ne bo optimizacija spletišča, bom napisala, morate paziti, da ne bo potem v besedilu preveč, a ne, ker to se tudi v besedilu pozna. SEO optimizacija je ključna za vaš spletni uspeh. To je opis, a ne, tukaj lahko kar dolgo napišete, zaradi tega, da če nekdo išče neko tako slikco, da najde po opisu, da ga Google pripelje gor na vaš članek. Zdaj, da pogledam, koliko je to 800 krat 500 slikovnih točk, to je v redu. To je zelo v redu, zato da bo čez celo stran, da bo lepo izgledalo, pa ni prevelika, da bi obremenila spletišče. Evo, tole bomo zdaj vstavili noter, tukaj lahko tudi rečem, da je predogled največja velikost, takole, tako da bo lepše izgledalo. Potem dam še eno slikco, semle nekje, še eno bomo dali noter, SEO, slikco, bomo dali pa tole. Zdaj fino je tukaj, da je tudi ime same slikce SEO optimizacija, ne, zdaj jaz sem SEO optimizacija, zdaj tale druga bom imela naslov. To bom tudi pri slikah povedala, ne. Fino je, da je ta prva slika, da ima prav po ključni besedi ime, ta druge pa ni pomembno, je lahko ključna noter, ampak zdaj jaz bom tukaj napisala SEO optimizacija, ampak še nekaj drugega za Google. Zaradi tega, da se ne bo to ponavljalo, da ne bo preveč optimizirano, ker če je preveč optimizirano, potem bo Google našo stran oziroma ta članek porinil nižje, kot je treba. SEO optimizacija vaše spletne strani. Spletne strani, opis, kako optimizirati vašo spletno stran v WordPressu. Oziroma pressu, takole. Spletna stran, no, dobro, tole, tako. In jo bomo dodali 800, dobro, dovolj velika. Tako.
tako. Ne bom te večala, bom se potem še s tem ukvarjala, da ne zapravljam vašega časa. Zdaj bom pa še tukaj prikazana slika, to je tisto, kar smo prej gledali. Še ta tretjo slikico damo noter. Ne dajati enakih slik z enakimi opisi, ne tega početi, to dejansko ni dobro, Google tega ne vidi dobro, če ponavljate. Dajmo tole slikico, tale bo v redu. Googlu to seveda ni všeč, zato je fino. Se je že naložila. Tale je malo majhna, ampak nič hudega. Za prikaz bo dobra, a ne. Nadomestno besedilo bom pa napisala Google spletna optimizacija. Spletna optimizacija, strokovnjak za SEO, to bo čisto v redu, opis. Optimiziranje spletne strani za iskalnik Google. Evo, tako. Tako, to bomo zdaj vstavili noter, prikazno sliko. Tako. In če gremo pogledat, ali je zdaj ta naš Yoast SEO, takole bo izgledalo, ne, v Googlu, ko bo nekdo našel našo spletno stran. Ja, zadovoljen je. Dejansko tole lahko še popravimo, večinoma sem naredila pravilno. Tukaj vidite, a ne, pač kaj ste naredili v redu, kaj ne, če ne znate, se lahko tukaj naučite. Header 2 pa header 3, a ne, pač tukaj noter še nisem dala link, pa še en link, okej, to se še uredi, a ne. Pač še en link na to, s to našo SEO optimizacija, ključno besedo in pa še v enem podnaslovu in potem bodo vse te pikice zelene in je trenutno zadeva optimizirana za Google, najbolj. Ampak ne verjeti čisto 100% temu, da je to zdaj pa vse okej. Treba je spremljati tudi trende, in ker Google vsak dan te stvari spreminja in ostali iskalniki in, na podlagi tega potem svojim znanjem, izkušnjami pa treba je spremljati. Fino je namestiti Google analitiko in pa spremljati, a ste res to naredili v redu ali ne, a ne. Zdaj lahko gremo ta članek, ko se bo posodobil, pogledat. Takole izgleda, SEO optimizacija v WordPressu, ključ do spletnega uspeha in takole naprej gre članek, lepo je oblikovan. In zdaj bo trajalo nekaj časa, da bo Google to indeksiral, vsaj, 24 ur, da bo to indeksiral, zaznal, in pa evo tukaj hashtag smo dali SEO optimizacija, lahko bi jih bilo še več. In tako da, zdaj samo čakamo, a ne, pač kako pa kaj in pa z drugimi, še z drugimi, prijemi delamo na SEO optimizaciji. Tako, zdaj ste se to naučili, kako se to dela, in zdaj samo delati. Če pa želite, da vam mi to naredimo, naša strokovna ekipa, pa smo vam na voljo. Tvitnite mi, ali pa pojdite na našo spletno stran medialearn.si in tam nas najdete, pa vam, bomo priskočili na pomoč. Tako da, če vam je članek všeč in pa če menite, da je komu koristen, potem ga pošljite naprej, lajkajte, všečkajte, lahko mi tudi napišete, kako vi delate SEO optimizacijo, ker je 100 ljudi 100 čudi oziroma pač vsak nekaj ve, vsak nekaj zna. Jaz nisem najpametnejša na tem planetu, ampak rezultati kar dobro kažejo. Hvala za pozornost, pa se, vidimo v naslednjem videu.